Spoštovane in spoštovani, kot prvega naj na naše prizorišče povabim današnjega gostitelja tega dogodka, in sicer direktorja Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, magistra Gregorja Muhorčiča. Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, verjamem, da je kljub slabšemu vremenu danes, da bomo na koncu šli vesele volje, ker bomo marsikaj novega spoznali, se naučili, izmenjali mnenja, praktično pa sodelovali v naše skupno dobro. Lepo vas pozdravljam na naši drugi tematski konferenci s krajšim imenom Modernizacija v financiranju skozi načrt okrevanja in odpornost. CPI ima vodilno vlogo pri tem zelo zahtevnem projektu, kjer sodelujejo tudi ostali strokovnjaki. Z njim podpiramo uresničevanje razvojnih ciljev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. V prvi vrsti s prenovo programov, ki jo bomo naslovili na smiselne umeščanje digitalnih kompetenc, trajnosti in zelenega prehoda ter digitalnih, kot sem že omenil. Te spremembe so na nek način ključen za gospodarski preboj, saj vemo, da se družba kot sama spreminja, fleksibilnost postaja naša stalnica, spremembe pa ravno tako. Današnji naslov konference v kompetenci usmerjeno učenje in poučevanje, vizija in ali iluzija, nam bo odstrla marsikakšno novo misel in idejo za nadaljnje delo. Vsebinsko opredeljujemo velike izzive, naslavljamo tudi na koncu skozi delavnice, ključno pa nam je na nek način kompetenčni pristop, načrtovanje kompetenčnega okvirja in hkrati izvajanje učnega procesa v poklicnih in strokovnih šolah. Na nek način pomenu področja poklicnega in strokovnega izobraževanja dajete tudi vi, prisotni na današnji konferenci. Zato mi dovolite, da med nami pozdravim še enkrat v mojem imenu, imenu Centra za poklicno izobraževanje, generalno direktorico, magistro Branko Hrast-Debeljak z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, državnega sekretarja z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, gospoda magistra Dejana Židana, izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Marka Dinoviča, ostali kolegi, kljub samo trdni naši sodelavci, nekateri se pa opravičujejo in nam želijo uspešno konferenco. Prav tako pozdravljam tiste, s katerimi najbolj sodelujemo, to so direktorji javnih zavodov, direktorji šolskih centrov, ravnateljice in ravnatelje poklicnih in strokovnih šol, druge odločevalce, socialne partnerje, raziskovalce in vso drugo zainteresirano javnost. Dobrodošli na naši konferenci, kjer je sodelovanje vseh partnerjev ključno za uspešno izvedbo programov. Soočamo se z naraščajočo raznolikostjo dijakov, večjo dinamičnostjo trga dela ter hitrimi družbenimi in tehnološkimi spremembami. Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja se moramo prilagajati in krepiti odzivnost ter odpornost našega sistema. Ključnega pomena je, da dijakom poleg temeljnega poklicnega znanja in kompetenc omogočimo razvoj socialnih in osebnostnih veščin. Na ta način lahko že danes in v prihodnosti zagotovimo večjo zaposljivost ter priložnost za njihov osebni in poklicni razvoj, hkrati pa ustvarjamo pogoje za nadaljnje izobraževanje. V ospredje vse bolj stopajo digitalne in trajnostne kompetence, poleg tega so pa nam zelo pomembne tudi ostale, ključne in poklicne, ki jih dijaki potrebujejo za uspešno soočanje z izzivi sodobne družbe. Kompetenčno zasnovano načrtovanje in izvajanje programov poklicnega in strokovnega izobraževanja je izjemnega pomena in hkrati zelo zahtevno. Tako načrtovanje omogoča celostno povezovanje znanja, spretnosti in ustreznega odnosa, kar posamezniku daje možnost kompetentnega delovanja v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju. Vabim vas, da se skupnimi prizadevanji, inovativnimi pristopi in odgovornostjo gradimo na teh izhodiščih, da bodo naši programi resnično odgovarjali potrebam časa. Skupaj lahko dosežemo, da bodo naši dijaki opremljeni z veščinami in vrednotami, ki jih najbolj potrebujejo. S plenarnim delom konference bomo poskusili opredeliti ključne dejavnike in možnost za nadaljnji razvoj kompetenčnega načrtovanja in izvajanja učnega procesa v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Priznani domači in tuji strokovnjaki nam bodo predstavili pomen in kaj prinaša kompetenčna zasnovanost poklicnega in strokovnega izobraževanja,
kompetenčno zasnovano poklicno izobraževanje na Nizozemskem, proces opolnomočenja za kompetence prihodnosti, vodenje za inovativno, samovodeno in individualizirano kulturo učenja v poklicnem izobraževanju. Kolegi iz Nemčije prihajajo na ta dogodek, izkušnje vodenja slovenskega šolskega kolektiva za razvoj spodbudnega in inovativnega učnega okolja. Skrati preplet mednarodnih praks, domačih izkušenj, zato da sebe bogatimo in na nek način razumemo, ne pa kopiramo sisteme. V zadnjem delu konference boste sodelovali tudi vi v delavnicah pod okriljem naših kolegov, mojih kolegov, CPI strokovnjakov, ter odkrivali priložnosti in izzive, ki jih zahteva vodenje kompetenčno naravnane šole. Že zdaj napovedujem tudi tretjo konferenco v sklopu modernizacije in sicer naslednje leto v začetku oktobra se ponovno vidimo, kjer bomo pogledali prehojeno pot do trenutnega stanja projekta in načrtovali nadaljne aktivnosti. Sodelovanje in odgovornost nas vseh je ključno za dober razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja. Mislim, da ne smemo pozabiti, da je izobraževanje investicija v prihodnost in ne strošek, kot marsikdo to misli. Želim vam uspešno, želim nam uspešno izvedbo konference in dobro sodelovanje. Kot je dejal gospod Mohorčič, izobraževanje je zagotovo investicija v prihodnost in zato, da izobraževanje teče, je potrebno precej znanj, spoznanj, precej tudi raziskav. Za vse te novosti še enkrat vabljeni, da se seveda naročite na novičnik CPI, našega kolega bomo prosili, že vidimo tukaj QR kodo, vzamete ven telefončke, navadno so tisti, ki jim rečemo, zdaj jih morate dati na tiho, zdaj jih pa lahko uporabite, tokrat pa se še enkrat prijavite torej na novičnik CPI in mimogrede naj povem, če se vam danes nasmehne malce sreče, potem boste dobili za to tudi nagrado, če se prijavite torej na tale novičnik, ki ga ta trenutek seveda reklamiramo, čisto upravičeno zaradi vsebine, ki je več kot primerna in seveda namenjena ravno vam. Dame in gospodje, z nami je tudi izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije za konkurenčno poslovno okolje in sicer magister Marko Dinovič, ki ga kar vabim na prizorišče. Prisrčno pozdravljeni udeleženci in udeleženke današnje konference, visoki gostje od vseh deležnikov. Naj uvodoma povem, da je moje delo uvodničarja tokrat nekoliko lažje, ker sem bil res prisrčno, sproščeno sprejet tako strani osebja Centra za poklicno izobraževanje, kot tudi vseh ostalih, tako da smo takoj nekoliko bolj sproščeni. Moja naloga danes je, da dam temu uvodu nekakšen gospodarski pridih. Povedal ne bom nič revolucionarnega, nanizal bom bolj nekaj ugotovitev, tako na ravni Evropske unije, kot tudi tistih, ki jih poznamo že dlje časa, in si vsi prizadevamo, da bi jih naslovili. Mogoče je pa zdaj edino ta razlika, da je pa res skrajni čas, da nekatere zadeve tudi premaknemo. Kot je dejal moj predhodnik, so spremembe edina stalnica, družbeno, gospodarsko okolje in pa tudi poklici se nenehno spreminjajo, napredujejo. Naša naloga pa je, da tem spremembam sledimo in se odzivamo pravočasno, da uspešno naslovimo vse izzive, ki jih te spremembe prinašajo. Dovolim si oceno v uvodu, da je tisto vprašanje v naslovu konference vizija ali iluzija zgolj retorično in da je odgovor na dlani, da se pogovarjamo o viziji, še bolje rečeno o udejanjanju te vizije. Zdaj, raziskave kažejo, ne samo v Sloveniji, temveč tudi na ravni Evropske unije, da skoraj polovica tistih veščin, ki so danes ključne za opravljanje dela,
da jih bo potrebno v naslednjih letih nadgraditi. Zdaj, vsi smo pod vtisom Draghijevega poročila izpred nekaj mesecev, ki seveda poleg ostalih vidikov konkurenčnosti evropskega gospodarstva, enotnega trga, jasno naslavlja tudi problematiko vrzeli med tem, kaj gospodarstvo dejansko potrebuje v smislu veščin, kompetenc in temi veščinami, ki jih dejansko kadri, ki pridejo na trg dela, potem posedujejo. Zdaj, po Draghijevem poročilu celotna Evropa trpi zaradi vrzeli v znanju in spretnostih, tako v različnih sektorjih, kot tudi poklicih. To velja tako za nizko, kot tudi visoko kvalificirane delavce. Približno četrtina evropskih podjetij se sooča s težavami pri iskanju zaposlenih s pravimi znanji in skoraj 3/4 podjetij v EU poroča, da niti novo zaposleni nimajo potrebnih kompetenc oziroma znanj. Draghi ponovno opozarja ali pa ponavlja to, kar tudi vsi že vemo, da mora Evropa in jasno tudi Slovenija kot del Evropske unije bolj proaktivno in odzivno postopati pri odzivih v okviru izobraževalne politike, ki bo bolj učinkovito naslovila potrebe gospodarstva. Zdaj, to ne pomeni, da bomo producirali kadre ali pa posameznike, ki bodo zaposljivi izključno na določenem delovnem mestu konkretnega podjetja, temveč pomeni predvsem, da mora vsak izmed nas pridobivati in razvijati kompetence, ki nas bodo opolnomočile za prilagajanje, s poudarkom na prilagajanje v novih delovnih in družbenih okoljih, tako na svojem strokovnem področju, kot na področju osebnostnega razvoja. Zato je v tem kontekstu ključno, in to je odgovornost in naloga vseh deležnikov, ki smo danes tukaj, da ustvarjamo in zagotavljamo pogoje, programe in različne oblike izobraževanja in vseživljenjskega učenja, ki bodo naslovili te izzive. Osredotočati se moramo, kot rečeno, na kompetence prihodnosti, ki pa jih podjetja že danes iščejo in potrebujejo. Zdaj, katere so te kompetence prihodnosti, to je tudi že direktor nekako nanizal, ampak vseeno velja ponoviti, moramo slediti tehnološkemu razvoju, digitalnim kompetencam, trajnostnosti, ekologiji in kompetencam, ki so vezane na kakovostne medsebojne odnose, sodelovanje in učenje. Vsi vidimo zdaj poplavo tudi evropskih predpisov z področja umetne inteligence, z področja kibernetske varnosti, če hočete, z področja trajnosti, tako poročanja, kot tudi številnih drugih področji, ki so vezane na tako imenovani ESG, in to je tisto, kar bodo morali kadri zlasti v gospodarstvu osvojiti in nadgraditi v letih, ki prihajajo. Kar je pa še bolj pomembno, je pa to, da se od vseh nas, še posebej pa od mladih, pričakuje kreativnost, inovativnost, fleksibilnost in, kar je posebej izpostavljeno, tudi pripravljenost za prevzemanje odgovornosti v poklicih in v delovnih okoljih, v katerih delujemo. Tudi v gospodarstvu se vse bolj zavedamo, da so za delovanje in razvoj družbe ključni ljudje, ki bodo z osebnostnimi lastnostmi in pravimi kompetencami, ki so dosežene na različnih ravneh izobraževanja in na različnih strokovnih področjih, lahko kos omenjenih izzivov. Vse to lahko dosežemo skupaj, tako da ustvarjamo pogoje za načrtovanje, pripravo in izvajanje izobraževalnih programov, ki učinkovito naslavljajo kompetence prihodnosti. Naj s tem zaključim in zaželim vam in nam vsem uspešno delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Če se kar navežem na besede gospoda Dinoviča, ja, zagotovo Draghijev dokument bo tisti, ki bo še kako vplival tako na gospodarstvo, izobraževanje, pa še na kakšen sektor, in ravno zato si bomo tudi na CPI-ju
tako rekoč bomo vlagali precej energije v to, da skupaj z vsemi deležniki ustvarjamo okolje, ki bo spodbudno, predvsem pa naravnano v prihodnost, kakršnega tudi predvideva Dragijeva tale ideja. No, eden izmed teh naših deležnikov, brez katerega ne bi mogli delovati, je tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Z nami danes je državni sekretar tega ministrstva, magister Dejan Židan, ki ga kar vabim pred mikrofon. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dovolite, da vam dosti osebno zaupam, o čem sem razmišljal, ko sem tam sedel v prvi vrsti. Da se v vaši družbi počutim zelo ponižno. Breme, ki ga nosite, je neizmerno in ga verjetno, tak v vsakem primeru ga vi sami najbolje poznate. Ukvarjati se, voditi, usmerjati mlado generacijo, ki je še vedno zbegana, pa hkrati ima velike želje in načrte, je verjetno neizmerno težko delo. Verjetno vam niti vedno ne znajo dobro povedati, v kakšni stiski so, kako velika pričakovanja imajo. Ampak vi v veliki meri za svojim delom vplivate na njihovo pot, tako da še enkrat res iskreno spoštovanje vsem vam, ki ste danes tukaj prisotni. Zdaj seveda Ministrstvo za gospodarstvo, in hvala, da ste me povabili v svojo družbo. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je seveda pristojno za gospodarstvo. Če kdo poznamo mi situacijo, ki je trenutna, kakšna je bila v preteklosti in nekoliko bolj prognoze za prihodnost. Slovenija še vedno velja kot ena najbolj industrializiranih držav Evropske unije. Po podatkih, ki so stari leto dni, še vedno 24% slovenskega bruto domačega proizvoda ustvari industrijska proizvodnja. Evropska unija se v veliki meri industriji odrekla. Samo še 16% bruto domačega proizvoda ustvari industrija in zato je Evropska unija v neizmernih težavah. V neizmernih težavah, pogosto izseljevana in mora spremeniti smer delovanja. To je prvo izhodišče, ki ga moramo vsi poznati. Druga stvar, seveda, kako bo v prihodnosti imeti idejo, da bomo znali zelo natančno povedati, je utopija. Saj bodo projekcije za prihodnost čez 5, 10 ali pa čez 3 leta drugačne, kakor so sedaj. Poznamo pa trende. Ko govorimo o gospodarstvu, seveda več čas govorimo, kar so že moji predhodniki govorili, o digitalizaciji, avtomatizaciji. Seveda pa podzavesti se zavedamo, da v resnici še bistveno večja sprememba pa pomeni vključitev umetne inteligence v našo osebno, družbeno in tudi gospodarsko življenje. Mi v tem trenutku tipamo, kakšni bodo rezultati in kaj je tisto, kar moramo narediti, da bomo od umetne inteligence imeli predvsem korist. Ko se vprašamo, kako gospodarstvo naprej tudi v Sloveniji, se vedno moramo vprašati, kaj je naša konkurenčna prednost. Saj konkurenčna prednost je tisto področje, ki jo je smiselno razvijati. Kamorkoli pridem v Evropi, izven Evrope, vsak, ki se resno ukvarja z gospodarstvom, pa deluje na ravni sodelovanja med državami, zna povedati za Slovenijo naslednje. Imate neverjetno lego, zelo dobro logistiko. Ko opisuje naše ljudi, pove, vaši ljudje so poligloti. Verjetno eni največjih znotraj Evropske unije in tudi širše. In pogosto povedo, imate izrazite tehnične kompetence. Tako nas še vedno vidijo v Evropi in izven Evrope in to je naša konkurenčna prednost. Tudi zato, ob vsej krizi industrije, ki je v Evropi prisotna, še vedno slišite o novih investicijah, izjemno velikih investicijah na področju biotehnologije, pa tudi strojne industrije in podobno. Seveda se Slovenija ne more povsem izogniti krizi, ki je trenutno v evropski avtoindustriji. Se pa prilagaja.
Ni slučajno, da je bil naš minister Matjaž Han za zelo pomembno in veliko gospodarsko delegacijo na Kitajskem. Seveda vsi vemo, da je utopična ideja, da bomo Slovenci izvažali pomembne komponente za avtomobile tisoče kilometrov daleč. Gospodarstvo tako ne deluje. Gospodarstvo deluje po načelu koncentričnih krogov, vendar v Evropi rastejo velike kitajske tovarne, tudi v bližini Slovenije. Tudi njim je v interesu, da imajo najboljše dobavitelje, ki so pa v Sloveniji. Ko govorimo o kompetenčnih, konkurenčnih prednostih Slovenije, seveda ne smemo pozabiti na turizem, zaradi značilnosti Slovenije. Ne gre samo za dobre ljudi, kakor nas opisujejo tuji turisti. Gre za naravne danosti, ki jih na tako majhnem prostoru, v tako raznoliki obliki, v večini področji drugih delov sveta ne najdemo. Ko govorimo o naslednjih prednostih, je ena od prednosti, ena redkih prednosti, kar se tiče surovin, je to, kar opazujemo, je slovenski gost. Tu je pač sreča v tem trenutku, da ponovno gozdno-lesna veriga pridobiva na veljavi. In je verjetno poleg področja biotehnologije, ker se v Sloveniji dogajajo prebojne stvari, res se dogajajo prebojne stvari in nas vsi razumejo kot državo za presežki, se v tem trenutku dogaja tudi relativno hiter ponovni razvoj lesne industrije. Nič od vsega tega pa ni možno brez ljudi. In ideja, da družba ni potrebno, da je raznolika, da bodo vsi samo znanstveniki, je Evropo pripeljalo do tega, da sedaj kleca. Da bodo kvalitetne stvari počeli nekje drugje, mi bomo pa pametovali. To je model, ki je Evropo v tem trenutku pripeljal do zida. In pri rešitvi tega zapleta nam ravno tisti del šolstva, ki ga vi predstavljate, pomeni eno od rešilnih bilk. Zato sem vesel, ko mi je direktor povedal, kako se spreminja ponovno vpis v Sloveniji v srednje šole. Seveda, mladi ljudje morajo vedeti, da kompetence, znanje, ki jih dobijo, bo potrebno ves čas nadgrajevati, pridobivati nova znanja, pa izkušnje in kompetence, pogosto kakšno stvar spremeniti, vendar izhodišče v tem trenutku je dobro. Sam osebno sem zelo pozoren, ko opazujem, kaj se dogaja z mladimi ljudmi, ki jih pošljete bodisi v gospodarstvo, v obliki vajeništva, prakse, ali pa celo v javne dele slovenske države. Navdušen sem, ko mi obrtniki govorijo, za kakim spoštovanjem sprejmejo vaše dijake. In postanem kar zloben, če kdaj slišim, da pa ti dijaki ne dobijo takšne pozornosti in mesta, kakor jim pripada. V takih primerih res želim, da o tem zelo hitro obvestite vse nadrejene. Zato, ker med izgovorjenimi besedami in s tem, kar se dogaja v praksi, prevelike razlike biti ne sme. Dovolite pa, da na zaključku povem še nekaj. Ministrstvo, to moram izkoristiti, pa verjamem, da mi ne boste zamerili, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je od aprila lani pristojno tudi za šport. To je prvi tovrstni eksperiment v Evropski uniji. Imamo različne modele. Bilo je veliko strahu, kaj se bo zgodilo. Tudi v šolskem prostoru. Tudi v športnem so se postavljali vprašanja. V tem trenutku je prisotno zadovoljstvo. Zakaj? Zato, ker nikoli do sedaj ni bilo tako hitre rasti sredstev, ki se namenjajo za šport, kakor v tem trenutku. In tudi zato, ker je to ministrstvo
zmoglo pogum, da je reklo na glas, da amerikanizacije športa v Sloveniji pa ja ne bomo dovolili. Kaj to pomeni? To pomeni ameriški model, za razliko od evropskega. Evropski model v športu je podoben modelu v šolstvu. Ljudje morajo imeti možnost neodvisno od finančne moči njihovih staršev. In povsem enako velja za šport. Ampak zaradi vedno manjšega financiranja, vse številke so podobne, samo je bila inflacija vmes, skupna moč tega denarja je začela padati, ne? Se je Slovenija obrnila brez družbenega dogovora v amerikanizacijo športa. To sedaj skušamo hitro spremenjati. Zanimivo pa je, da največ izzivov imamo znotraj šolstva, pa ne srednjega. Pogovarjal sem se z generalno direktorico in samo globoki poklon pri tem, kaj počnete. Očitno nam bo uspelo rešiti veliko težavo v univerzitetnem športu. Odkar ni več obveza v prvem letniku, nam je športna aktivnost med najbolj občutljivo populacijo po meritvah fakultete za šport padla iz 64 na 14%. In kaj mi potem od te populacije pričakujemo? In jaz sem navdušen, da je trenutni dogovor z pristojnim ministrstvom za visoko šolstvo, da se v fakultete prvo leto kot oblikacija, pa ne bo točkovano, samo kot frekvenca, šport ponovno vrne. Zakaj je nam, ki smo odgovorni za šport, tako to zelo pomembno? Zato, ker tudi šport je del navad. In ko mlada populacija spremeni pogosto tudi bivališče, dobi nove ljudi okrog sebe in nove obveznosti. In če del obveznosti ni športna aktivnost, del populacije čez 3-4 mesece pozabi, da je to pomembno. Zato je tako pomembna obvezna športna vzgoja pri prehodu na fakultete. Mene osebno tudi, pa v tem trenutku ne znam tega rešiti, skrbijo dogajanja v osnovni šoli. Imamo čudovite telovadnice, pa vedno več denarja vlagamo. Ampak pri najbolj občutljivi populaciji, ki je za razvoj motorike najbolj pomembna, v prvi triadi in v drugi triadi, razen če se šole posebej ne izpostavijo, pa lokalna skupnost posebej ne izpostavi, v teh dragih, lepih telovadnicah mladi ljudje nimajo strokovnjakov, ki se spoznajo na šport. O tem upam, da bomo res v prihodnje naredili velik razmislek. S tem tudi končujem. Še enkrat najlepša hvala, ker skrbite za ljudi, od katere smo kot država odvisni. Hvala. Hvala lepa, magister Židan, za to optimistično popotnico. Seveda bomo takole športno in v skupnem duhu šli naprej v svetlo prihodnost, verjamem. V svetlo prihodnost predvsem zaradi tega, ker CPI ne bi mogel delovati, kot deluje, brez naših socialnih partnerjev in ustanoviteljev. In eden izmed teh ustanoviteljev, ki nam pomaga seveda pri razvoju poklicnih standardov, pri izobraževalnih programih, ki nam pomaga pri strateških odločitvah o razvoju izobraževalnih programov in tako naprej, je seveda tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Z nami je generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, magistrica Branka Hrast Debeljak. Spoštovani gostitelj, direktor Centra za poklicno izobraževanje, magister Gregor Mohorčič, spoštovani gospod državni sekretar, magister Dejan Židan, spoštovani izvršni direktor, direktorji, ravnatelji, člani strokovnih skupin in sodelavci Centra za poklicno izobraževanje ter drugi gostje. Pozdravljeni in hvala za priložnost, da vas nagovorim na drugi tematski konferenci projekta Modernizacija poklicnega izobraževanja z v tem trenutku res izvrstno izbranim naslovom. V kompetence usmerjeno učenje in poučevanje, vizija ali iluzija. Slovensko poklicno in strokovno izobraževanje je namreč, tako kot vsi šolski sistemi v Evropi in svetu, ta hip pred pomembnim izzivom.
izobraževati mlade za širok spekter poklicev, tako tradicionalnih, brez katerih naše vsakodnevno življenje nikakor ne more potekati, do tistih, o katerih je govoril državni sekretar, ta hip tehnološko in strokovno najzahtevnejših, zaradi katerih je naše življenje varnejše, lažje in zaradi katerih smo priča hitremu tehnološkemu razvoju. Pa tudi za poklice, za katere morda sploh še ne vemo in jih bodo naši dijaki opravljali v prihodnosti. Vodenje, razvijanje in modernizacija šolskega sistema za vse te potrebe, za široko paleto udeležencev, z različnimi sposobnostmi, različno motivacijo, iz različnih socialnih, kulturnih in drugih okolij tako, da bomo mlade izobrazili za uspešen vstop na trg dela, družbi, tako javnemu kot zasebnemu sektorju pa zagotavljali potrebne kadre, je res velik izziv. In projekt modernizacije srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih mest, učnih mest, ki ga kot del načrta za okrevanje in odpornost vodi Center za poklicno izobraževanje, je odgovor na ta izziv. Je osrednji projekt na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in prav gotovo pravilna pot za uresničevanje ambicioznih razvojnih ciljev in odgovor na izzive, ki nam jih prinašajo nove tehnologije, novi poklici, digitalizacija in avtomatizacija, robotizacija, umetna inteligenca ter skrb za trajnost in ohranjanje okolja. Temeljni cilj projekta je prav modernizirati poklicno in strokovno izobraževanje na način, ki bo omogočal krepitev vseh potrebnih kompetenc, večjo prilagodljivost, odpornost in odzivnost poklicnega izobraževanja na potrebe gospodarstva in družbe ter prehod na trg dela. Pomembno je, da s tem projektom naslavljamo celotno populacijo, torej 2/3 slovenskih dijakov, ki se šolajo v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Pri tem pozornost namenjamo tako tistim, ki bodo svojim talentom in odličnostjo prispevali k digitalnemu in zelenemu preboju ter višji produktivnosti in inovativnosti, kot tistim na robu trga dela, torej nezaposlenim, migrantom, socialno izključenim. Cilj projekta je prenoviti 25 srednješolskih in 16 višješolskih programov ter z boljšo izrabo možnosti odprtega kurikula in večjim poudarkom na pridobivanju digitalnih, zelenih in drugih kompetenc, ki jih bodo bodoči diplomanti potrebovali pri delu v tehnološko naprednih okoljih, tudi razvoj novih ter spodbujanje obstoječih modelov sodelovanja z delodajalci pri izvajanju izobraževalnih programov in vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest. Prav tako pomemben cilj pa je tudi razvoj sodobnih modelov poklicne pedagogike in didaktike tako, da bodo učitelji, predavatelji, vodstveno osebje in odgovorni za usposabljanje v podjetjih lahko izvajali kakovostno izobraževanje in usposabljanje, uporabljali inovativne metode poučevanja in ocenjevanja ter spodbujali razvoj vseh kompetenc. Današnja konferenca je namenjena prav temu, kompetenčno zasnovanemu načrtovanju in izvajanju programov. Tak pristop pomembno prispeva k integraciji znanja, spretnosti in odnosa, ki posamezniku omogočajo delovanje v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju. Priznani strokovnjaki nam danes prinašajo teoretični vpogled in praktične izkušnje uvajanja takega izobraževanja ter predstavljajo dragoceno priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Ob tem želim posebej poudariti vse vloženo delo številnih strokovnjakov, ki delujete v delovnih skupinah ter sodelavk in sodelavcev Centra za poklicno izobraževanje. Prepričana sem, da bodo z uspešno modernizacijo naši programi poklicnega in strokovnega izobraževanja za mlade še bolj zanimivi in bomo ohranili to, kar nas že zdaj odlikuje. Zelo visok delež mladih vključenih v poklicno izobraževanje. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se zavedamo, da samo prenova ni dovolj. Šolski sistem, uspeh vsake prenove sloni na vsakem učitelju, ki vstopi v naše učilnice. Razvojne aktivnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja se zato z zaključkom tega projekta ne bodo zaključile.
Ministrstvo je v proračunu že zagotovilo 20 milijonov sredstev iz evropske kohezijske politike za implementacijo teh programov, za izobraževanje učiteljev in nadaljevanje razvojnih aktivnosti. Dela in izzivov nam torej skupaj s Centrom za poklicno izobraževanje nikakor ne bo zmanjkalo. Drugi izziv, ki nas v sodelovanju z gospodarstvom čaka, pa je zagotoviti pogoje, da se bodo mladi v visoko strokovno znanje, katerih kot družba vlagamo velika sredstva, tudi zaposlili na svojem strokovnem področju ali pa nadaljevali v svoji stroki. Le tako bomo namreč izobrazili dovolj kadrov za uresničevanje visokih ciljev, tudi glede trajnostnega razvoja, življenja v zdravem okolju, zagotavljali visoki nivo zdravstvenih in drugih storitev in visokotehnoloških podjetij. Ob rob tako pomembnemu procesu pa se bomo morali vsi vključeni partnerji, torej šolstvo in delodajalci, tako v javnem sektorju kot gospodarstvu, še naprej dogovarjati o pomenu vlaganja v kadre in sodelovanja v izobraževalnem procesu. V sedanji projekt modernizacije je vloženega veliko znanja in naporov, zato moramo poskrbeti, da naše energije in našega elana ne bodo iznečevala obrobna vprašanja, kot so vprašanja malice in nagrade dijakom na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih, ki ta hip tako grobo motijo naš izobraževalni sistem. To, da morate ravnatelji in direktorji iz pogodb o praktičnem izobraževanju, če želite svojim dijakom zagotoviti učna mesta, brisati določbo o izplačilu 86 evrov mesečne nagrade in zagotavljanju prehrane, nam prav gotovo ni prava pot. Spoštovani, vsem izzivom navkljub imamo v Sloveniji izredno dobro poklicno in strokovno izobraževanje. Vsa naša prizadevanja morajo zato stremeti k istemu cilju. Ohraniti visoka kakovost dela in dobro opremljenost šol, močne povezave s trgom dela in poklicno izobraževanje prilagajati tehnološkim in družbenim spremembam. Na začetno vprašanje, ali je v kompetenci usmerjeno učenje in poučevanje vizija ali iluzija, ob vsem naštetem torej lahko odgovorim le to, da je, če želimo doseči svoje visoko zastavljene cilje, to naša nuja in naša realnost. Vsem udeleženkam in udeležencem želim uspešen dan, vsem, ki sodelujete pri tem ambicioznem projektu modernizacije poklicnega izobraževanja, pa še naprej uspešno delo. Hvala. Hvala lepa vsem